Takole naj bi bil videti neandertalec, imel naj bi močne obrazne poteze in visoko čelo, bil naj bi kakšnih 15 centimetrov nižji od modernega človeka in imel za petino večje možgane. Pred 200 do 100 tisoč leti pa se je v Afriki razvil Homo sapiens sapiens ali moderni človek, naš prednik. Pred 60 tisoč leti se je iz Afrike razširil po vsem svetu. V tem času naj bi v Evropi živel tudi neandertalec in si je okoli 30 tisoč let delil prostor s Homo sapiensom, nato pa izginil. Znanstveniki zdaj ugotavljajo, da je skupno bivanje z neandertalcem v nas pustilo sledove. Gen neandertalca naj bi preživel v slehernem od nas in sicer v deležu od 1 do 3 odstotkov, saj naj bi imela skupne potomce. Prav ta pridobljeni delec genskega zapisa naj bi Homo sapiensu, ko je zapustil Afriko, omogočil lažjo prilagoditev na neusmiljeno podnebje v tedanji Evropi. Neandertalskim genom strokovnjaki pripisujejo bolj grobo kožo, pa tudi nagnjenost k nekaterim boleznim, na primer sladkorni bolezni in tuberkulozi. Ugotovitve strokovnjakov torej kažejo, da sta neandertalec in Homo sapiens sapiens nekaj časa živela na istem področju in se med seboj celo razmnoževala.